Pri Fordu smo očitno slišali in potem tudi uslišali. Namreč prenovljeni Ford Focus ima tukaj na sredini največji zaslon v razredu. Najbolj pomembno pri tem pa je, da ta največji zaslon v razredu prikazuje podatke operacijskega sistema, ki mu pri Fordu pravi Sync 4. In ta Sync 4 je zares eden najboljših operacijskih sistemov, kar jih dobimo v avtomobilu, in to lahko ocenimo objektivno. Objektivno zelo intuitivno zasnovan operacijski sistem pomeni, da imamo vse vozniške komande stalno na razpolago. Subjektivna prednost pa je tale podatek. Nadmorska višina. Ponavadi je ali skrit v menijih, ali pa sploh ni na razpolago, da bi mi ga prikazali. No, pri Fordu pa je stalno na razpolago. Stalno ga lahko spremljam med vožnjo. In to je tisto, kar meni osebno veliko pomeni. Kar se tiče upravljanja, edina stvar, ki nas zdaj po prenovi pa moti v tem Focusu, pa je to, kako izbiramo vozne načine. Se pravi, treba je pritisniti na tipko in potem na zaslonu izbrati, kater vozni program želimo. Prej je bil en lep tak vrtljivi izbirnik. Zdaj, ta izbirnik smo kar pogosto uporabljali, namreč gre za Focusa Active, se pravi za tisto izvedenko, ki bo všeč seveda vsem tistim, ki greste radi na kakšne izlete, na katerih boste svoje čevlje tudi umazali in imate recimo tudi kakšnega otroka, ki bo potem s temi umazanimi čevlji tacal po teh sedežih. In te sedeži so narejeni tako, da jih zelo enostavno očistite. Seveda gre tudi za izvedenko, ki je nekoliko bolj odmaknjena od tal, predvsem pa ima v tem voznem izbirniku voznega režima tudi sistem Trail. In ta seveda potem prilagaja, kako na slabši podlagi deluje ESP. In lahko ocenimo, da ta sistem kar učinkovito se spopada s slabšo podlago. Ampak, in ta ampak je seveda spet bolj moja osebna kaprica, kot pa neka resna potreba. Ampak jaz bi imel Activa ST. Namreč Ford Focus ST in pa seveda izvedenke ST-Line namreč ponuja tudi možnost sekvenčnega prestavljanja, se pravi možnost prestavljanja, ročnega prestavljanja z obvolanskimi ročicami. No, v tem Activu pa ne moremo ročno prestavljati sploh. Odvisni smo od tega, kako prestavlja elektronika v pogonskem sklopu. Seveda to lahko razumemo, s tem modelom se pač Ford prilagaja tokrat ne konkurenci, se pravi trendom, ampak Evropski komisiji, ki seveda narekuje, da morajo vsi novi avtomobili biti kar se da ekološki, kar se da varčni. In čeprav vemo, da varčnost in pa dinamika v resnici gresta lahko skupaj, pa je ta model s svojim pogonskim sklopom bolj namenjen res varčevanju z gorivom. In ja, s tem avtomobilom lahko dosežete tudi ekstremno nizko porabo, tudi komaj 5 litrov na 100 km, in to mu omogoča tudi delno hibridiziran pogonski sklop, ki omogoča, da recimo tista speljevanja in pa manevriranje opravite samo na elektriko. Do 12 km/h ta avtomobil deluje samo na elektriko. Električno delovanje pri nizkih hitrostih seveda zagotavlja bistveno bolj udobno vožnjo po mestu. Mimogrede na tem mestu pa samo še to, tisti L pri menjalniku ne pomeni reduktorja, se pravi low range, bo pa vsekakor prišel recimo sploh pri takšni bolj terenski vožnji ali pa seveda takrat, ko vlečete kakšno prikolico. Ampak če se še enkrat vrnem k tej odsotnosti možnosti, da bi lahko z menjalnikom ročno prestavljal, no to me je zmotilo takrat, ko sem z avtomobilom vozil dinamično. Se pravi v ovinku, ko bi avtomobil moral ekspresno hitro pospešiti, se je tale včasih malce obotavljal in izbiral pravilno prestavo. Ampak to je praktično edina pomanjkljivost. Namreč dinamična vožnja vsekakor ni odvisna samo od pospeškov in pa od pogona. Odvisno je seveda tudi v tem, kako z avtomobilom rokujete, kakšno je krmiljenje, kakšna je lega na cesti, pa predvsem koliko avtomobila vi čutite. In v tem pogledu pa je ta Ford Focus tudi po prenovi ostal čistokrvni Ford.
Vse se je Ford prilagodil aktualnim trendom, recimo digitalizacije in dal pač tisti veliki zaslon, pa seveda okoljskim prijemom. Ampak nekako je vse skupaj kljub samo zapakiral v takšno celoto, kot jo imamo radi vozniki, tisti vozniki, ki vožnjo obožujemo. Tokrat vam za vaš naslednji klik predlagamo Forda, ki ima še bistveno večji zaslon, mnogo večjo baterijo, je SUV, a manj terenski. Električni Mustang Mach-E. Na polno pospešite z vašim naslednjim klikom.